Med 11. in 14. junijem je v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah potekal Trojica Fest, ki se je začel s slovesno obeležitvijo 20-letnice občine Sveta Trojica. Med zbranimi gosti so se zvrstili ministri in poslanci aktualne vlade ter svetnice in svetniki državnega sveta, številni župani in drugi ugledni gostje. Med govorniki je zbrane na prireditvi najprej pozdravil domačin in poslanec. Glede na to, da danes obeležujemo 20 let naše občine Sveta Trojica, bi moče malo o naši zgodovini, saj sem bil tudi takrat v tem trenutku lahko zraven pri tej zgodbi. Naj povem, da takrat je bil predsednik krajevne skupnosti Sveta Trojica, gospod Rojko Franc. Ne vem, če je danes tukaj z nami, drugače pa bi ga lepo pozdravil in vem, da je tudi velika zahvala tudi njemu, da se je to zgodilo. Jaz sem bil takrat njegov podpredsednik krajevne skupnosti, hkrati sem bil tudi svetnik v občini Lenart. In takrat smo gledali sosednje občine, ki so se osamosvojile oziroma postale občine nekaj let pred nami. In ko smo videli njihov razvoj in da so nas prehitevale v razvoju po levi in po desni, smo tudi svetniki naše krajevne skupnosti ugotovili, da za nas edina rešitev je samostojna občina in smo tako tudi potem peljali postopke. Če povem samo primer, recimo potrebovali smo nadgradnjo naše osnovne šole, da bi se lahko omogočil enoizmenski pouk, da ne bi naši učenci hodili tudi v dvoizmensko šolo. Smo se prijavili na razpis in takrat smo prišli na 173. mesto za gradnjo naše šole. In takrat smo videli, da če bomo čakali na to, da bo še kar nekaj generacij šlo skozi to, bi rekel, nedodelano šolo, in edina rešitev je takrat se pokazala, da gremo v samostojno pot. In mislim, da je bila to prava odločitev in danes po 20 letih, ko gledamo, kaj smo vse dosegli v tej naši Sveti Trojici, mislim, da smo naredili pravi korak in da smo dokazali vsi, ki smo pri tem sodelovali, da je bila ta odločitev prava. Ob okroglem jubileju občine je na uvodni slovesni prireditvi, ki je tudi uvod v Trojica Fest, zbrane nagovoril še predsednik državnega sveta. Spoštovane občanke in občani občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, cenjeni župan in kolega državni svetnik David Klobasa z vsemi sodelavki in sodelavcemi, spoštovana ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, spoštovana ministrica za okolje in prostor, magistrica Polona Rifel, poslanca državnega zbora Aleksander Gungl in poslanec Martin Mikolič, županje in župani okoliških občin, seveda gospe in gospodje. Veliko čast in veselje mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, Zgornjega doma Slovenskega parlamenta in Prvega doma civilne družbe in tudi v svojem osebnem imenu nagovorim ob tem pomembnem jubileju, 20. obletnici občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Pa naj za začetek naše misli in srce gre do ljudi, ki so v minulih dneh in urah doživeli svojo katarzo. Namenimo jim 3 bitja našega srca za to, da se bojo bolje počutili. 20 let je dovolj dolgo obdobje, da lahko z zadovoljstvom pogledamo na prehojeno pot. Vaša občina je v tem času dokazala, da se lahko tudi manjše lokalne skupnosti izjemno uspešno razvijajo, tako da so tudi same po sebi ambiciozne. Za dosežki stojijo predani ljudje, občinska uprava, občinski svet, številna društva in seveda občanke in občani, ki svojim delom in pripadnostjo soustvarjate življenje v vašem kraju. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je v teh 2 desetletjih postala lep primer, kako lahko lokalna skupnost drži skupaj.
Uspešno združuje razvoj, kakovost življenja in ohranja svojo identiteto. Ob tem jubileju vam iskreno čestitam in se zahvaljujem za vse, kar ste prispevali k razvoju vaše občine in tudi podeželja kot takega. O pričujoči, še posebej slovesni priložnosti je župan izpostavil kar nekaj dosežkov, ki so zaznamovale občino Sveta Trojica. Ko človek stoji pred obletnico, kakršna je današnja, hitro ugotovi, da 20 let ni veliko. Vse ne v zgodovini kraja, ki ga zaznamujejo stoletja. Ni veliko v primerjavi s samostanom, ki že generacije opazuje to življenje pod seboj. In ni veliko v primerjavi s trgom, po katerem so hodili ljudje dolgo, dolgo pred nami. In ni veliko v primerjavi z zgodbami družin, katerih korenine v teh krajih segajo mnogo dlje od sodobnih občinskih meja. Zato danes ne razmišljam o teh 20 letih, razmišljam o času, o človeški potrebi, da puščamo sledi. Vsaka generacija pride na svet s prepričanjem, da začenja nekaj novega. Potem pa prej ali slej ugotovi, da je predvsem dedič. Dedič odločitev, ki so jih sprejeli drugi. Dedič vrednot, ki jih ni ustvarila sama. Dedič pokrajine, ki je ni oblikovala sama. In šele, ko to zares razumemo, začnemo dojemati tudi svojo odgovornost. Morda je prav zato občutek hvaležnosti danes močnejši od občutka ponosa. Ponos je pomemben, vendar je lahko tudi varljiv. Hvaležnost pa človeka opominja, da nič ni nastalo samo od sebe. In ko pogledam to našo občino, se zavedam ali pa ne vidim zgolj uspešne občine. Vidim ljudi, ki so verjeli v idejo samostojne občine takrat, ko ta še ni bila samoumevna. Vidim generacije prostovoljcev, ki niso spraševali, kaj bodo dobili v zameno. Vidim društva, ki že desetletja povezujejo ljudi. Vidim družine, ki tukaj vzgajajo otroke. Vidim starejše občane, ki v sebi nosijo spomin na čase, ko je bilo življenje precej težje, kot si ga predstavljamo danes. In vidim mlade ljudi, ki nas vsak dan opominjajo, da prihodnost ni nekaj, kar pride samo od sebe. Prihodnost je nekaj, kar moramo ustvariti skupaj. Pogosto poslušamo namreč, kako pomembni so veliki sistemi, velike reforme in velike politike. Vse to je res. Toda skozi leta sem prišel do prepričanja, da se kakovost življenja vedno začne v skupnosti. Tam, kjer ljudje drug drugega poznajo, tam, kjer se srečujejo na ulici, tam, kjer otrok ni statistika, temveč obraz, tam, kjer starejši človek ni številka v sistemu, ampak sosed. Zato verjamem, da je največji dosežek naše občine nekaj, česar ni mogoče vpisati v proračun ali prikazati na grafikonu. Največja vrednost naše občine je zaupanje. Zaupanje, da znamo stopiti skupaj, da si pomagamo, da se v ključnih trenutkih razumemo, da smo močnejši kot skupnost, kot pa vsak zase. V času, ko se svet vse hitreje spreminja, postaja prav to ena naših največjih vrednot. In to ni tehnologija, ni infrastruktura, ne kapital, ampak medčloveška povezanost. In če obstaja ena stvar, ki jo želim ob tej obletnici posebej poudariti, je to dejstvo, da prihodnosti ne smemo razumeti kot nekaj, kar se nam bo zgodilo. Prihodnost se dogaja skozi nas. Vsak dan, z vsakim dejanjem, z vsako odločitvijo, z vsakim odnosom, ki ga gradimo. Prav zato letošnje praznovanje zame ni predvsem pogled nazaj, ampak je pogled naprej. In danes z velikim ponosom predstavljam projekt Trinity. Ko smo ustvarjali ta projekt, nisem razmišljal o Bileju kot o zaključku nekega obdobja. Razmišljal sem o naslednjem poglavju, o generaciji, ki prihaja, o mladih Trojičankah, ki bodo s pesmijo, kjer srce prebiva, povedali nekaj, kar bi morali slišati vsi. Da dom ni samoumeven,
da pripadnost ni samoumevna, da skupnost ni samoumevna. Za vse to se je treba truditi in za vse to je treba tudi skrbeti. In vse to je treba tudi negovati. Če tega ne počnemo, začne počasi izginjati. Če pa to varujemo, postane temelj prihodnosti. Spoštovane občanke in občani, največja nevarnost za katerikoli kraj ni pomanjkanje denarja, niti pomanjkanje projektov. Največja nevarnost je trenutek, ko ljudje izgubijo občutek, da jim je mar, ko postanejo zgolj opazovalci, ko verjamejo, da je odgovornost vedno nekje drugje. In na srečo Sveta Trojica nikoli ni bila tak kraj. Njena največja moč ni v občinski upravi, niti v županu, niti v posamezniku. Njena največja moč ste vi, ljudje. In dokler bomo znali ohranjati to zavest, bomo ohranili tudi nekaj, kar je veliko dragocenejše od vseh projektov. Ohranili bomo dušo skupnosti. To pa je dediščina, ki jo je vredno predati naprej. Župan je ob koncu govora dodal še, da so na tokratnem Trojica festu hkrati ob obeležitvi 20. občinskega praznika predstavili še trojiško himno v izvedbi skupine Trinity XX, ki bo v prihodnje spremljala občinske dogodke. Hkrati pa je pesem, s katero se lahko poistovetijo vsi občani in občanke. S tabo čutim, kje sem doma. Tudi ko svet pada na tla, lahko izgubim, lahko spet najdem, ker verjameš vame. Zidovi hladni, znotraj topli, v rdeče rumeni barvi, z ljubeznijo prekriti mogočni stolpi. S tabo vem, da ni več drama, tudi ko noč me prekriva. V tvojih rokah je moj dom, tam, kjer srce prebiva. Ob tem so podelili še občinska priznanja, se zahvalili županu za uspešno delo, himna pa govori o tem, kaj pomeni dom v pravem pomenu besede.